Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Danes bomo pogledali, kako imeti motivacijo za reševanje izzivov. Izzivi se nam pojavljajo na različnih področjih življenja, na osebnem področju, v partnerstvu, v poslu. In recimo, če gremo kar na neko konkretno zgodbo, recimo, če se spomnim glede recimo moje življenje, ponavadi zgodba vedno taka. Če recimo pogledate, tukaj sem jaz, takole sem si precej podoben. Recimo, jaz si zastavim nek cilj, lahko je to na osebnem področju, lahko je to v poslu, in grem po poti tega mojega cilja. To imamo naš cilj. In na začetku, ko sprejmem odločitev, kaj se dogaja, ves sem motiviran, navdušen, ta motivacija mi daje novega zagona, zaleta, in potem se začnejo stvari dogajati. Včasih recimo v poslu se spomnim, mogoče so neke stvari začele se dobro odvijati, potem mi je zmanjkovalo časa za sebe, včasih sem bil utrujen. V glavnem, začele so se pojavljati neke motnje. Na poti do našega cilja se nam pojavi motnje. Recimo pride neka obveznost, potem v bistvu zgodi se, pridemo do nekega problema, zmanjka nam znanja, v bistvu iščemo neko informacijo, ne vemo, kako se nečesa lotiti, potem v bistvu posebej recimo za tiste, ki delate, recimo, ki si postavite neke osebne cilje, imate družino, imate otroke, zgodijo se neke obveznosti, morate prestavi se urnik in potem dejansko zopet, ves čas se nam dogajajo neke motnje in zaradi teh motenj je to lahko pomanjkanje časa, pomanjkanje energije, pomanjkanje znanja, karkoli že dejansko imate za nek razlog oziroma, ne bom rekel izgovor, karkoli že lahko tukaj imenujemo, da dejansko ne pridete do tega cilja. In vse skupaj, vzrok vsega skupaj je, da dejansko se upehamo in potem namesto, da pridemo do cilja, se nekako vrnemo v nek krog. Kaj se tukaj dogaja na tej točki, bomo govorili v enem drugem videu, bomo šli podrobno tudi v to zgodbo, ampak večinoma jaz si postavim cilj, imam nek začetni zagon, grem, delam, potem se dogajajo stvari, tako kot sem tukaj rekel, in potem v bistvu te stvari postanejo prevelike, pretežke, premočne, vsega se preveč nabere in mi ne pridemo do tega cilja. Seveda, če ste do tega cilja prišli, potem v bistvu super, potem ne rabite gledati cilja, kako vzdrževati motivacijo na poti do cilja, potem motivacijo imate. Ampak večinoma, na žalost, se nam to ne zgodi. In vedno potem gremo nekako nazaj. In potem pridemo do te točke in potem zopet na neki način malo zastanemo, in v bistvu nabiramo zopet energijo, nabiramo motivacijo, nabiramo, bom rekel, novega zagona in si zopet, zdaj bom pa res, zdaj mi bo pa uspelo, zdaj mi bo pa tukaj. Ampak in potem zopet ta nov zagon, nam da spet malo motivacije in spet tukaj gremo in gremo, in zdaj zopet se te stvari dogajajo in se potem ves čas vrtimo v krogu. Kako dejansko lahko vzdržujemo to motivacijo, da preprečimo, kot sem rekel, tukaj je še ena posebna točka, o kateri bomo naslednjič govorili, ampak v bistvu danes bom govoril o nečem drugem, kako dejansko preprečimo, da se tukaj vrtimo in da dejansko dosežemo svoj cilj, dosegamo svoje cilje. V bistvu, upehamo se, utrudimo se, zmanjka nam energije, zato ker nimamo dovolj kondicije, po domače. Če vam sedaj rečem, gremo, fantje in dekleta, kdo se javi, danes je slučajno četrtek, je jutri petek, sem mislil, da je sobota, gremo v soboto na Triglav, koliko izmed vas bi takoj dvignilo roko? Večinoma tisti, ki imate dovolj kondicije, da gremo sedaj na Triglav. Tisti, ki nimamo kondicije, bi mogoče dajmo se raje za septembra in tako naprej. To pomeni, ključ je kondicija. Kako dobimo kondicijo? Kondicijo dobimo z, tukaj
zbrisal, da se bo slišal z delom na sebi. Ne? Delo na sebi. Ne? Ok, delo na sebi. Če hočemo delati na sebi, v bistvu potrebujemo sistem dela. Glede na področje, v bistvu cilja, ki ga želite doseči, področje transformacije, področje, karkoli življenje želite doseči, ne, dejansko potrebujete specifično neko znanje, specifično energijo, specifičen fokus, specifično razumevanje in tako naprej. In če nimate nekega sistema dela, ne, to pomeni, potrebujemo sistem dela. Ne? Okay. Če nimate sistem dela, če se zadeve lotevate, bom rekel, kar tako dejansko po občutku, zdaj bi pa to, ne? Ker v bistvu, če dejansko grem študirati marketing, takrat, ko mi stvari v marketingu ne grejo, je v bistvu že prepozno. Stvari moram delati sistematično in tukaj dejansko je v bistvu treba, da pač sploh vemo, recimo, bom rekel, področje, ki ga vsi razumemo, je prehrana. Ne? Če želimo imeti neko zbalansirano, uravnoteženo prehrano, moramo imeti neko razmerje proteinov, ogljikovih hidrat, maščob, mineralov in vitaminov. Ne? Če dejansko kar naenkrat hidrate opustimo, potem moramo neke stvari, ki smo jih dobili s hidrati, dobiti nekje drugje. Isto je tukaj. Če marketinga nimate, če motivacije nimate, če nimate v bistvu discipline, če nimate organizacije, če nimate komunikacije, če nimate v bistvu, razumete, ogromno je teh stvari in tukaj za vsako področje življenja, ki ga rešujete, za vsak cilj dejansko pač potrebujete sistem dela, ki podpira vse skupaj. Ne? Ampak v bistvu, poglejte, ogromno ljudi sistem dela ima, ampak v bistvu se zatakne, zato ker tega sistema ne uporablja. Ne? Kolikokrat slišimo, da si ljudje, recimo tisti, ki mogoče majčkeno več dajete, investirate vase, si kupite kakšen program, kupite kakšno knjigo, ampak knjiga, ki je na polici in ki je neodprta, je v bistvu neuporabna. Program, ki ga imate na svojem računalniku in ki ga ne gledate, ki ga ne študirate, je dejansko vreden, v bistvu koliko je vreden. Ja, vreden, seveda toliko, kar ste ga plačali, ampak dejansko ni nič vreden. Ne. To pomeni, sam sistem dela nam ne pomaga. Ne. V bistvu, gledajte, kolikokrat sem dejansko, bom rekel, imel sem zadevo, ampak enostavno nisem imel energije, nisem imel motivacije. Ne. In zdaj ključ, ki ga tukaj, ne, smo rekel, če hočemo priti do cilja, ne, in da se ne vrtimo v tem našem krogu, potrebujemo sistem dela, potrebujemo nekaj, kar nam daje kondicijo. Ampak v bistvu, da pa lahko vzdržujemo ta sistem dela, pa dejansko potrebujemo neko vizijo, potrebujemo nek smisel ali namen našega življenja. Zakaj? Zato, ker v bistvu, v preteklosti, ko gledam, ne, dejansko, ko sem šel skozi te zadeve, sem potem pač, ko sem se lovil, ko sem se vrtel v teh krogih, ne, sem počasi seveda začel graditi sistem dela. Ne. In tako kot sem rekel, sam sistem dela ti pomaga samo takrat, ko ga uporabljaš, ko ga delaš, ko pač dejansko vlagaš vase, ko se razvijaš, ko treniraš. Ne. Ampak v bistvu tisto, kar sem potem spoznal, je, da če jaz nimam vizije, če jaz sebe ne vidim kot nekoga, če dejansko ne najdem nekega smisla, zakaj bi jaz to delal. Ne? Zakaj bi razvijal sebe dnevno, zakaj bi razvijal sebe v partnerstvu, zakaj bi vlagal in razvijal sebe v poslu. Veste, posel se lahko razvija samo do mere, kjer se vi razvijate. Ne? In ključ je, da najdete smisel življenja, kdo želite postati, da lahko sebe in seveda potem so tukaj koraki, da sebe potem vidite kot oseba, ki potem postaja. Ne. Lahko imate najboljše superge, lahko imate plan dela za tek, lahko imate najnovejšo opremo, ki ste jo ravno včeraj kupili, da bi dobili motivacijo, ne, da se potem greste, da začnete teči. Ampak dokler dejansko sebe ne vidite kot tekača,
kot nekoga, ki zjutraj vstane ali pa kadarkoli ima ta, bom rekel, tek na programu, potem se tega ne boste lotili. To pomeni, prva stvar je, potrebujemo sistem dela in potrebujemo najti nek smisel, nek namen. Ker plejte, v partnerstvu, ko se vas zatakne, v osebni rasti, ko dejansko ne veste več naprej, zakaj se zatakne. Je zato, ker ne veste, kdo ste, nimate vizije, nimate smisel življenja. Kaj je namen vašega življenja? In dejansko namen mojega življenja je nekaj, kar sem jaz študiral sedaj že preko 30 let. In preko 20 let dejansko najprej sem študiral v raznih sferah, dejansko sem šel res v globino, kaj je tisti namen, kako ga dejansko začutiti. Ker ko ti začutiš, ok, to je moj namen, lahko to potem nadgradiš na svoje poslanstvo. In potem moraš zgraditi sistem dela, ki podpira ta tvoj namen in seveda, če je možno, pač tvojo vizijo, seveda, če je možno to tvoje poslanstvo. In z sistemom dela se ukvarjam dejansko že preko 20 let. Tako da sem naredil en program, ki vam pomaga, da najdete ta ogenj v sebi, ta vaš zakaj, kaj želite in zakaj želite, in dejansko potem vas naučim samega sistema dela, ki vam podpira pri vašem življenjskem stilu, načinu življenja, da potem lahko imate kondicijo, imate vizijo, veste, kaj hočete, veste, zakaj hočete, in dejansko potem si z lahkoto postavljate in dosegate svoje cilje. Ker cilje lahko z lahkoto dosegamo, ko imamo kondicijo. Kondicijo imamo, ko imamo sistem dela, ko delamo ves čas na sebi, ko ves čas vlagamo. Vlagamo pa samo, če imamo neko motivacijo. Ker v bistvu, ko se zjutraj zbudimo, se vprašam, ok, zakaj sem se jaz danes zbudil, kaj sploh hočemo današnjega dneva. Ampak ko dejansko rečeš, moje poslanstvo je, moj smisel življenja je, moja vizija in tako naprej, potem imaš nekaj, kar te poganja. Tako da v bistvu upam, da je bilo tole razumljivo, malo sem rekel, da narišem, da bo bolj jasno za mene in za vas. Če želite več informacij, če potrebujete pomoč, me kontaktirajte. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.